za vse podjetnike in podjetnice. Hvala ti, da to gledaš. Hvala ti, da si pač vzel čas, da si tukaj z mano. Vem, da bi lahko bil kje druge in delal kaj drugega. Živijo, Uroš, ogli pravi podjetnik, super, Andreja, odlično. Hvala, da ste tukaj z mano. Hvala za komentar, hvala za srčke. Ful imam rada, ko je to en party s temi srčki in lajki, tudi da ja, kar dej press, like, share. Zdaj, eni me poznate, no, mogoče za tiste, ki bojo gledali posnetek, ki me še ne poznajo, si misliš v glavi, kdo sem jaz, in ja, upravičeno, imaš lahko to vprašanje. Sem Mojca Kokel-Imširović, sem coachinja za uspeh, sem mamica 2 otrok, sem podjetnica v 2 podjetjih, sem avtorica nenavadnega priročnika Jutranje rutine, moje boljše življenje se začne z jutrom. Sem mamica 2 otrok, kot sem rekla, in po svojih kriterijih sem v bistvu uspešna, sem zadovoljna in pa sem zaljubljena v svoje življenje. Tako da prva stvar, ki bi rada vam dala, je, da dajte si zapisati, kaj pomeni za vas uspeh. Ker dejansko, če se pihaš vsak dan v neko pot in če ne veš, kaj sploh zate je uspeh, kako, kdaj veš, da si ga dosegel. Že to, če veš, da gledaš pot, ko dosegaš uspeh, si že zaradi tega bolj vesel. Tako da, ček, ta kljukica, dajte si zapisati, kaj je za vas uspeh. Ta druga stvar je pa, ful mi je všeč, ker v bistvu dejansko zdaj v zadnjem letu ful pomagam podjetnikom in pa posameznikom, da ratajo pač boljši v svojem življenju, živijo Mateja, da ratajo bolj zadovoljni s svojim življenjem, in ker so bolj zadovoljni s svojim življenjem, s svojim uspehi, s svojim delom, dejansko to prenese vse na podjetništvo in si zadovoljen kot podjetnik in si uspešen, imaš več energije, več zadovoljstva in si bolj na power. Kar pa dejansko, ja, kot vidite, sem v trenirki, sem bila na treningu, ker je bilo zame do 2 leti nazaj nepredstavljivo, da si bi jaz kar sredi svojega urnika vzela čas, ko bi mogla biti v firmi, ko bi mogla biti na vseh koncih, ko bi mogla biti na telefonu in na mailu, in dejansko sem zdaj prvič, res tako zadnja pol leta, da si grem vzeti čas zase in si rečem, ne, jaz prvo, ker kaj se zgodi, če si vse posod na vseh koncih, če si vsem dosegljiv, če si na vseh telefonih in vse posod, in če si ne vzameš čas zase, saj da greš na trening, če ne drugo v jutranjo rutino, ampak če ne greš na sprehod, bilo kaj, to je isto, kot pa da bi peljal avto, brez da bi šel tankat gorivo. Prej ali slej ti crkne avto, tako je isto z našim zdravjem, in ja, treba je res delati malo na sebi, ker velikokrat pozabimo podjetniki, da ni podjetništvo samo tisto, kar delaš, ampak je podjetništvo tudi to, da paziš na svojo miselnost, da mindset, da skrbiš za svoje zdravje, za svoje telo, da v bistvu se spomniš, zakaj to dejansko sploh delaš od začetka, da pač pozabiti, ne vem, jaz sem tudi to pozabila in imela sem neko medaljo v glavi, kot sem imela, moram biti sem še bolj uspešna, moram sem še bolj delati, ker če biti bolj uspešna, moram še več delati, se pravi, moram delati 14 ur, moram delati 16 ur, ker da me ljudi vidijo, da delam, to pomeni, da bom bila pol uspešna v očeh drugih in mi je bilo prafuno, in ja, moje telo se je ustavilo, moje telo je dalo konec in rekla, v redu, ti kar nadaljuj s to tvojo miselnostjo, jaz ti odpovem, in dejansko je odpovedalo. In dejansko me je naučilo dobro lekcijo in sem ful hvaležna za to, da dejansko moraš vzeti čas zase, ker takrat sem pa bila prisiljena vzeti čas zase, takrat sem pa bila prisiljena hoditi z zdravnikom, takrat sem bila prisiljena počivati in spati in poslušati predavanja in YouTube, ja, takrat sem bila prisiljena in ja, svet je ostal normalen, podjetje se ni zaradi tega zaprlo, ni noben bil manj od zaposlenih, manj deležen pozornosti in pa ekipa ni bila nič manj sposobna zaradi tega, ampak kvečemu sem še več, ker če sem ja imela več energije, če sem imela ja določen cilj, kam hočem iti, so tudi oni znali bolj in so bolj doživljali to in dejansko ja, ful je pomembno, da si kot podjetnik res vzameš čas zase. To pomeni, da vjutro, da res vjutro, ko prideš, živi Andreja, bravo, odlično, hvala ti za komentar. Ja, vaše misli res, dajte si napisati, če se strinjate s tem, če vam je to smiselno, kaj vam govorim.
ker meni je bil to res mind-blowing, da dejansko daš prvo self-love na prvo mesto in mi je všeč moje coachanje Alenja Faraguna, ki dejansko to govori, ta self-love, da dejansko moraš ti dati sebe na prvo mesto. Če to pomeni, imaš intervju, izbiro, pa jogo, ja, greš prvo na jogo, intervju te bo počakal in dejansko sebe moraš dati na prvo mesto in self-love. Tako da to je bilo zame včasih kakva veze ima ljubezen do sebe, prosti čas s podjetništvom, ne, to ni, to moraš biti, to se moraš delati, fokusirati se, pa delati 18 ur in to bo to, da ne, ni res. In ful si ne želim, da vam ugasne vaš motor, res, ful si želim, da ostanete zdravi in da ostanete še bolj uspešni in to je to, vzeti trenutek čas zase. In jaz sem se naučila pač vseh teh predavanj in ko sem začela se v tem izobraževati o mindsetu, v vseh knjigah, hvala za srčke, v vseh teh knjigah, da dejansko ja, vjutro je mojih najbolj pomembnih, v njih 5-6 minut, živa Klemen, v njih 6-5 minut, ko si vzamem zase, ko sem si prej rekla, jaz nimam tega časa, da bi se zdaj karusela pa pisala, ampak dejansko pa sem bila ful neproduktivna, sem bila raztreščena, sem mi mislimi, kje vse moram biti, kaj se moram narediti in ja, focus clarity, ko me ti Harv naučil, pač where focus go, energy flows in dejansko to je res. In vjutro, pač naredila sem si še en tak planer, no, vse kmali bo bil na voljo, en dnevni planer, imam pač, kaj so moji cilji in kaj moram doseči in si dam celo listo, to-do listo, kaj vse moram narediti, od teh izberem 3 najbolj pomembne stvari, ki me bojo pripeljale do tega cilja in točno to naredim. In dejansko se več naredi, sem bolj produktivna in ful naredim, tako da ja. Zdaj, če vam je bilo to všeč, če bi radi še komu drugemu pomagali, dajte šerati ta video, dajte jim pomagati, ker vem, da je ful takih podjetnikov, ki se bori s tem in bilo bi dobro, da se pomaga. In ne rabi biti vsak priti do te pregorelosti, lahko si postavijo svoje življenje sami, ker sami kreirajo svoje življenje in sami sam ga ustvarjaš, to je to, pika, the end. Od jutranje hvaležnosti do ciljev, kaj bi rad naredil, da si sploh postaviš, kaj bi sploh rad dosegel, da imaš eno pot, da nekam greš. Tako da hvala vam za vso prisotnost, hvala vam, da ste tukaj, hvala vam za lajke, komentarčke, srčke in ja, dajmo pomagati še komu drugemu. To je to. Niste sami v tem, to je največja fora, niste sami v tem. Jaz sem skozi mislila, da sem bila sama v tem in da to noben tak ne dela in da moram pa še več delati in ne, niste sami v tem. Tudi drugi doživljajo pregorelost, tudi drugi se borijo s tem, tudi drugi imajo ful natrpane dneve in ko pridejo domov, se vležejo sem na kavč in pregorijo. To sem bila tudi ja med njimi in zdaj, ko sem v okolici takšnih, dejansko dojemam, da tudi drugi to stvar tako doživljajo in ni treba tega. Okay? Ena najbolj še pomembnih stvari, ki sem jih pa spoznala, je pa, da je ful dobro iz šolskega sistema, da dejansko imaš na 1 uro pauzo. Si vzameš, živo Jasna, živo Blaž, živo Sašo, in da si vzameš na 1 uro kot urnik, naviješ uro in timer ti oddela, ti odzvoni, se greš sprehoditi, hvala za srčke, se greš sprehoditi in malo se predihaš in se malo odklopiš in se malo možgani tvoji dobesedno spočinejo, ker sem ja včasih delala, sem se 5 ur zaprla v pisarno, sem delala kot nora, hvala za komentar, živo, sem delala kot nora in pol enostavno so bili moji možgani tuk zmozgani, da dejansko sploh več nisem res. Prišla sem do točke, ko sem imela računalnik pred sabo in sem gledala, kaj moram zdaj narediti, kaj telefon, kaj moram zdaj narediti. Čisto sem bila fertik in sem šla na avtopilot do doma, sploh ne vem, kako sem se pripeljala do doma in pa sem bila sposobna sem se na kavč vleči in pač počivati in to je ful ni dobro, res. Za produktivnost je ful dobro, da si vsake 1 uro vzamemo pauzo, se malo nadihamo in gremo pol nazaj delati, kar smo pač že delali, a pa drugo stvar. Tako da ja, hvala, da ste z mano, uživajte, dajte šerati to, če kdo rabi to videti, da ni sam v tem in da si lahko postavi svoje življenje na boljše in svoje podjetje s tem, ker ko si ti boljši, je okolica boljša in je vse boljše okrog tebe in dejansko
Še posebej v podjetništvu, enostavno to energijo dobijo pa vsi, tudi zaposleni in vaši partnerji in potem vaš produkt nese to energijo naprej in vaši kupci, to je tak krog začaran, ok? Se strinjam, super, cool. Ok, to je to. Jaz sem na treningu, ponosna sem na sebe, da sem si vzela čas, da sem šla na trening in da sem naredila en power in ja, da skrbim za svoje telo in ker to je edina stvar na koncu. Dejansko zdaj šele razumem, kako tisti največje bogastvo je zdravje. Ja, dejansko je res največje bogastvo, ki ga imamo in ga treba čuvati. Čuvati. Mislim, ne kot čuvati, ne ohranjati, ker to je spet afirmacija napačna, ne. Treba ga je ohranjati, da bo vitalno, zdravo in še naprej. To je to. In mindset, glavo. Te dve stvari in pol je uspeh zagotovljen, vse posod, kaj se lotite. Ok, čau. Hvala vam, čau.